pozdravljeni v še enem svetovnem intervjuju, kjer tokrat gostimo nepremagljivo Rebeko Dremelj in energičnega Sebastiana. Lepo pozdravljena, hvala, da ste prišla. Kje ćemo začeti? Najbolj da na začetku. Pri dami. Tako. 20 let vajnega prijateljstva praznujeta, pa me zanima, če veste, kje, kdaj in kako sta se spoznala. Absolutno natančno vem, kje sva se spoznala. Spoznala sem se na izboru za Miss Slovenije včeraj, ko sem je zmagala včeraj in je Sebastian prišel do mene, on je bil pa že eno leto takrat na sceni in je prišel do mene mi čestitati in jaz sem bila čisto navdušena, ker je pač Sebastian prišel in to je to, tako da se mi je že takrat zdel simpatičen fant, sem vedela, da še od njega nekaj bo v tem življenju. Tako da zdaj, ker sem pa njegov karakter spoznala, sem pa sploh zaljubljena vanj, tako da, lej. Super, da ti bi še kaj dodal svojo plat zgodbe? Absolutno se popolnoma strinjam z vsem, kar je povedala. Drugače pa ne, ja. September 2001 je bil dogodek, ko sva se spoznala. Zakaj si zdaj mogo letnico povedati, me lahko veš? Si zdaj ti je bolj toplo pri srcu? No, ampak ko smo že pri letnicah, 20 let kasneje sta naredila prvi duet. 20 let sta rabila, da sta nekaj ušpičila. Kaj je bil razlog, da tega prej nista naredila? Na dobre stvari je treba čakati, ne? Evo, vidiš, točno to. Ne, enostavno, ni bilo situacije takšne, da bi jo začutila. In zdaj je pa pač prišel takšen moment, zdaj trenutno, ko živimo v tej neki čudnem obdobju, v tej neki čudni energiji, sva pa midva pogruntala, da sva midva praktično lahko rešitelja, da ljudi malo dvigneva, razumeš, za najino mero pozitivizma in z tem komadom, ki sva ga naredila in tako da, ne, absolutno so se kocke zložile. Jaz verjamem, da se stvari v življenju same po sebi nekako postavijo in slučajno je bil moment takšen, da sva rekla, pa greva. Pa čisto vse pa še v paket, ker dejansko december je čas, ko enostavno se več povežemo, še bolj imamo pozornost na to, da se družimo in tako naprej. Svet je v razsulu, vse se je iztirilo in se nam je zdelo, veš kaj, nekako 20 let prijateljstva, Jaz imam 20 let karijere, ne? Jaz imam 20 let karijere. Tako, in enostavno čisto tako neprisiljeno je vse čisto po naravni poti prišlo in sva rekla, proti temu ne moreš iti. Če se pač nekaj tako po naravni poti čisto perfektno postavi, bi bilo neumno tega ne izkoristiti. In ja, odziv strani poslušalcev in medijev je odličen, tako da je bila prava odločitev. Me pa vseeno zanima, je bilo v teh 20 letih kaj ljubosumja med vama, drug na drugega, pa da zato tudi ni bilo mogoče? Ne, nikoli. Prav res nikoli. In zdaj sem glih danes sva... Zakaj, kaj si bil ljubosumen? Ne, ravno razmišljam o tem, da... Tako si čudno si gledal zdaj, veš? Ne. Smisla mi hočeš kaj povedati? Razmišljam ravno o tem, da enostavno se mogoče s to ljubosumnostjo publika dosti več nekako ukvarja kot pa mi med sabo. Mi smo tako neobremenjeni en z drugim in jaz se vedno mislim, veš, ok, vsak umi na svojem koncu, da nekaj čim bolje spelje, ampak če si v nekem trenutku nekdo izmisli kaj boljšega, pa klanjam se ti in hvala Bogu. Se načeloma, tudi če nekdo drug uspe v slovenski estradi, vso ostalo estrado dvigne na neki višji nivo. Dobro, vem, ampak pri nama je bilo recimo vedno tako, da sva vedno en drugmu pomagala. Midva sva si prej pomagala, ko pa karkoli, da bi še tudi konc koncev bila sva res otroka, ker sva se spoznala, ipak 20 let nazaj. Veš, zdaj eni smo res odrasli, eni so pač ostali tam, ker so ampak... No, lahko rečemo, da sta se prijela za roke, tako je tudi naslov komada, ko primaš me za roke. A se vidiš, ali se čuti, da se imava rada že 20 let? Itak, da se čuti. Ker sva kaj tak star zakonski par, veš. Jaz ga non-stop nekaj zafrkavam, Sebastian, tako ne ve, kaj preko, na moje špekulacije. Tako je prav tudi, Ampak, če gremo nazaj na komad, ko primaš me za roko, božična himna pravite, da je veselega decembra, nova. Se je prijela? Nujno želiva tudi že samo pesmijo sporočiti prav to, kar je bistvo celotnega božiča in praznikov, pač da se spet povežemo, da nismo toliko vsak na svojem bregu. Pa da nismo tako obremenjeni drug z drugim. Tako, da se sprememo v vseh različicah, ker pač dejansko svet dela zanimivo to, da smo si različni, ne da smo vsi enaki in da vsi isto razmišljamo in vsi
izstopljujemo, ne, različno mora biti in potem se kot neki odrasli ljudje dajmo normalno pogovarjati in se sprejmimo. Ne? In to je v bistvu tudi simbolika naslova pesmi, ko primeš me za roko, je vse to, o čemer govoriva. Dajmo, ja, tudi fizično, ne nazadnje. Ni pomembno, ali si desen, ali si lev, ali si ena črtica, ali dve črtice, ne. Ni pomembno, ne. Lepo povedano. Ja, no, dejstvo je. No, ampak vsem, kaj je to, da so ti, bo rekel, veseli december, da je pri vama eden ljubših mesecev v letu? Jaz sem nasploh v osnovi obsedena z vsem tem kičem in vse, kar spada zraven v ta veseli december. Jaz ne vem, zakaj, meni so v bistvu že iz otroštva, ker sem bila res čist majhen otrok, smo praznovali, nismo Božiča, mi smo takrat Dedka Mraza in tako, ampak vedno smo krasili hišo, vedno je oče okrog hiše napeljal tiste lučke in meni je to predstavljalo res eno tako magično obdobje, ker smo ga vsi otroci, pa ne zaradi daril. Meni se zdi, da mi darila niti niso nikoli predstavljala te neke vzhičenosti kot vse to pecivo, vsa ta druženja, vsa ta družina na kupu in tako. In se mi zdi, da je to res en tak čaroben, poseben čas, ki v bistvu vse ljudi nekako ustavi, malih zabremza, tudi tiste najbolj zaposlene, spomni na to, kaj je v življenju najpomembnejše, da je to družina in prijatelji in tisti ljudje, ki jih imaš rad. In zato se mi zdi ta čas res tako poseben. No? In jaz sem obsedena malo z veselim decembrom, moram priznati. Manj kar malo obsesije. Ja, sam sem decembra začel malo nekoliko bolj ceniti z prihodom mojih nečakov. Mi smo tudi Dedka Mraza praznovali, ampak vedno sem bil takrat bolj v paniki, pa po nastopih, pa na vseh možnih koncih po Sloveniji in potem je ta čas šel v bistvu precej delovno mimo. Odkar so pa nečaki prišli, pa se naredimo pač ta cel proces, dogodek je pač postaviti jelko, jo okrasiti, da imam z njima ta čas in takrat v bistvu smo nekako tu obudili in božični zajtrk in božično večerjo in tak naprej, tako da zadnja leta, bolj zadnjih 5, 6, 7 let sem bolj posvečen vsemu, kar temu spada. Zdaj, vprašanje, ali je Sebastian bolj obseden z Božičem? Zakaj? Zato, ker menda si ti kriv, da sta imela sneg v videospotu. Imam prav to. Sam sem pa jaz za marsikaj druga kriva. Spot je res magičen, res pravličen. Od kje sploh to? Ja, želela sva pač ustvariti pravo čisti pravi, hičast Božič. Točno tako. Decembra je vse dovoljeno, vse se mora svetiti, vse mora bleščati in šajna in valjda mora biti tudi sneg, ker pač dejansko, ko sva snemala, je bilo to konec oktobra, začetku novembra, kar pomeni, da je bilo zunaj 15 stopinj, zelo daleč od zime, ki sva želela pričarati v spotu, ampak skupaj z pomočjo Jerneje, ki je delala cel dizajn in outfite in z Razmom, ki je snemal spot in potem z vsemi temi okraski in jelkami in snegom, je dejansko predstavljeno to, kar želi recimo tudi doživeti 16. decembra, ko potujeva na sever, na Laponsko, ko bova spoznala dejansko pravega Božička. To sva želela nekako dati v spot, zato da resetirava vso to negativno energijo, ki vlada v Sloveniji. Ampak jaz mislim, da se to dejansko res čuti, da smo mi dva hotela tisto neko čarobnost Božiča oziroma teh praznikov pričarati, ker tudi nič ni kazalo na to, če smo že čisti iskreni, da bo zdaj neka pretirana zima pri nas, pa se mi zdi, da že kar nekaj let nismo doživeli tistega pravega belega Božiča pa tako. In zato je tudi Sebastian potem na koncu še zrihtal ta umeten sneg in pa smo kar bili en moment je sneg padel in mi smo kar bili na oknu in smo kar tisti umetni sneg gledali in potem šele, ko smo se začeli zavedati, da bo tista tekočina zginila, da mi moramo še kaj tudi posneti. Da je bilo fajn, da še kaj posnamemo. Tako da je bilo simpatično. Jaz sem Božič doživela. Tudi če zdaj ne sneži, ne? Točno tako. Super. In zdaj, če spot je tak, da če ga zgledaš, če se zalotiš, boš videl, da boš zagotovo zraven taki nasmešek na obrazu. Teda to, kar so želela sporočiti, je očitno doseženo, ja. V spotu imate tudi vse 3 dobre može, zimske. Kjer pa je vaja najljubši? Ja, meni je Dedek Mraz zdaj, zato ker ga moj mož igra. Drugač mi je pa Božiček, ampak moram reči, da je Dedek Mraz. Ja, je kar Božiček, ja. Ja, ne, jaz tudi. Ima svoje posebno mesto, kljub temu, da nekateri se, kao, amerikanizacija, ampak ja, svet se razvija, svet ne more biti enako, kot je bil pred 50 leti, recimo, ne, ampak dejansko tudi skozi to sva želela pokazati vsi 3 može, zaradi tega, ker vsak predstavlja neko svoje obdobje. Svoje obdobje pa konec koncev tudi vsak verjame
verjame v drugega. Ne? Se pravi, tisti, ki so malo bolj povezani z unim tam gor, pač praznujejo Miklavža in tako naprej. Nič narobe s tem, midva pač spoštujeva in ene in druge in tretje, ampak recimo meni, če že bi mogla zbirati, oziroma meni vedno Božiček prinese darila. In vsi med sabo so v spotu zaplešajo z nama in se imajo fajn, brez omejevanja, brez razdruževanja in to je sporočilo celotne pesmi in spota, tudi preko njih. Super, sam še to prej si omenil Laponsko, ne? Zakaj potujete tja, na kratko? Prva sva želela, jaz sem si od nekdaj želela spoznati pravega Božička in pa iti doživeti to čarobnost. Želela sem pač peljati tam tudi svoje otroke. Sebastjanu ni treba dvakrat reči, da gre na potovanje nekam, ker tisti, ki ga spremljamo, vemo, da lahko že danes spakira in je jutri že na drugem koncu sveta. Tako da je pač ideja dala idejo in sem rekla, glej, če že želim si enkrat iti, potem pejmo letos, da to vse skupaj povežemo, glede na to, da imava pesem še pa tako. In zdaj sva se zorganizirala. Skratka, 16. decembra letiva na Laponsko, vabiva vse, ki se jim zdi, pač, da bi poslali kako pismo za Božička, da napišejo pismo, pismo naj napišejo na roke, tako odrasli kot otroci. Pismo naj lepo okrasijo, ker najbolj okrašeno pismo bova midva tudi lepo nagradila. Vsa pisma pa bova osebno predala Božičku, direkt njemu 16. oziroma 17. na Laponskem. Tako da zelo se veseliva tega, res. Lahko povem še naslov? Lahko. Ja, pisma naj pošiljajo Božiček in njegovi škrati. Poštni predal 1035, 2000 Maribor. Superca. Jaz sem bil na Laponskem, super, se boste imela edin res dobro obleči. Jaz nimam problemov za zimo. Minus 15, ta gospod že zdaj kar pisan gleda, ki ve, da ga bo zeblo, ker on je bolj poletni človek. Jaz pa nimam problemov, jaz imam že vse to. U menega dolge gate še za tebe popravljam. Ja, ni problema. Viš, darilo za Božiča imamo, ne? Superca. Za konec pa sam še ena vajna poslanica za veseli december za vse ljudi. Imejte se radi, družite se, ne se kregati, povežite se, objemite se, pa predvsem pokličite ali pa obiščite najboljšega prijatelja, najboljšo prijateljico in mu povejte, kar je v vaših mislih, ne samo misliti, da si oni to tako že mislijo, pa vedo, ne? Toplo zavetje, duševni mir, svobodo, prijateljstvo in pa ljubezen. Prava mislica. Rebeka, Sebastjan, najlepša hvala. To je bilo to, mi pa se vidimo zopet v naslednjem svetovnem intervjuju.